Ja, danes se jedrska elektrarna zaustavlja za potrebe remonta, ki bo trajal 32 dni. Glavni obsegi so seveda trije segmenti, bi rekel. Prvi je zamenjava goriva za naslednjih 18 mesecev obratovanja. Drugi segment je tako zvano preventivno vzdrževanje opreme in sistemov, preverjanje struktur. In tretji segment so načrtovane investicije, ki jih nameravamo letos realizirati in na tej osnovi tudi dvigniti zmogljivost jedrske elektrarne Krško za okvirno 10 MW. Ta remont je zadnji v originalno načrtovanem obratovalnem obdobju 40 let, tako da s tem remontom zaključujemo to obdobje in prehajamo v obratovanje nadaljnjih 20 let, tako zvano podaljšano obratovanje oziroma dolgoročno obratovanje, ki ima seveda za osnovo dodatne vsebine, ki so bile realizirane v preteklih 10 letih. Gen energija po mojem vedenju bo v glavnem nadomeščala to energijo na osnovi optimalne proizvodnje vseh hidroelektrarn, ki jih Slovenija premore, in pa na osnovi seveda polne razpoložljivosti termoelektrarne Brestanica. Ali bodo potrebe še dodatne in drugačne, seveda podatke ima Gen energija. V nekaterih bolj pametnih medijih se je pojavljalo predvidevanja, da naj bi prišlo do redukcije, te verjetno ne bodo potrebne. Težko je napovedovati redukcije, prav je, da se opozarja na zaostrenost razmer, kar se oskrbe tiče. Redukcije pač ni možno napovedati in seveda nastopijo v ekstremnih in nepričakovanih situacijah. Tisto, kar se predvideti da, jaz verjamem, da so načrtovalci in trenutna politika zagotovili tiste ukrepe, ki so potrebni za nemoteno oskrbo slovenskih porabnikov. Za podaljšanje obratovanja imate tako posodobitve izvedene in odločitev lastnikov, kaj še manjka? Pa v bistvu manjka še dokončanje oziroma pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki ga pričakujemo do konca leta. To je temeljilo na zelo sistematičnem in podrobnem delu skozi pretekli 2 leti, lahko rečemo, vključno z čezmejno presojo vplivov na okolje sosednjih držav in Nemčije. Zaenkrat smo na časovnici in pričakujemo zaključek tega do konca leta. Nekdo je napovedal prvič preseganje proizvodnje nad 6 teravatov? Ja, mi gremo v plan z naslednjim letom preko 6 teravatnih ur letno, iz razloga, da dvigujemo zmogljivost elektrarne za 10 MW. Kaj to primerjalno pomeni, prej ste primerjali s hidroelektrarnami? 6 teravatnih ur je zelo veliko, to je polovico skoraj slovenske proizvodnje v ekstremnih razmerah, tako da tisto primerjavo, ki sem jo dal, se je nanašala samo na dvig obratovalne zmogljivosti od začetnega obratovanja do danes, in ta dvig je reda velikosti 8 hidroelektrarn na spodnji Savi. Suho skladišče prihaja zdaj v uporabo ali ste že to premeščanje izrabljenega goriva šele zdaj začenjate ali kako? Suho skladišče izrabljenega goriva se zaključuje, izgradnja tega skladišča. Sam prenos jedrskega goriva te prve faze se bo zgodil na prehodu naslednjega leta v prvem kvartalu, tako da se ta proces še ni začel. Zamiki pri nizko izgradnji NSRO, nizkega odlagališča, pa pomenijo za elektrarno kaj? Torej, treba je ugotoviti, da niti Slovenija, niti Hrvaška ne bosta izpolnili določb meddržavne pogodbe, torej fizičnega prevzema radioaktivnih odpadkov nizke in srednje aktivnosti v letih 2023 do 2025. Tako da bo seveda jedrska elektrarna Krško zopet tista, ki bo morala ponuditi neke prehodne rešitve, da
končno prilezemo do trajnega odlagališča v Sloveniji in do ustreznega skladišča na